Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o naravnih katastrofah. Glejte, zadnje čase se tako dogaja noro. In zdaj, če spremljate novice, no, jaz jih bolj slabo, ampak vseeno kakšno stvar zvem. In zdaj, če gledamo zadnje poplave v New Yorku, poplave pri nas, po Evropi, tornadi in tako naprej, mislim, noro, lansko leto požari, kaj nam še manjka? Je samo še potres, a ne? In kdor ima strah pred naravnimi katastrofami, ga vsakič te novice popolnoma spravijo v stres in ima neprestano nek stres v sebi in ja, treba je počistiti zadeve. Če ste slučajno brali knjigo Zdravilna moč regresije, kjer terapevt vodi gospo, ki je imela 1001 strah predvsem, pred življenjem, pred katastrofami, pred smrtjo, predvsem. Dejansko jo vodi in se je izkazalo, da je bila v večjih življenjih, v enem življenju je bila žrtev cunamija in jo je bilo strah poplav, da bo utonila, strah vode. Potem bila je, kakor sem se zapomnila iz te zgodbe, bila je v Egiptu, je bila kot ena delavka, kjer je mumificirala in tako naprej. V glavnem, kakorkoli, ko je ona s terapevtom predelovala pretekla življenja, so te strahovi enostavno odpadali. Prvo stvar vi preverite z mišičnim testom, če imate mogoče strah meje naravnih katastrof. Ker če imate ta strah, pomeni, da vsakič, ko slišite novo novico, kaj se dogaja v svetu, vam zastane dih, ampak na celični ravni se vam sprošča kronični stres. Se pravi, vsakič, ko slišite neko novico, zgleda tako, kot da ste požrli potres. In pomeni, da vi pač da je čas, da počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja strah pred naravnimi katastrofami, strah, da bi umrli mogoče v potresu, strah, da bi umrli v poplavi, v cunamiju, v požaru in tako naprej. Jaz sem videla preko osebnega svetovanja ali pa preko osebnih svetovanj pri strankah, da nekatere predelujejo sploh ta strah pred potresi in vulkani iz časa Pompejev. In pri eni gospe sem videla, da je bila tako, da je tram padel nanjo in v tem življenju ima nerazložljive bolečine, meni se zdi, da je čez križ. Enostavno se pravi, na energetski ravni je ostala bolečina iz tistega življenja, zaradi tega je umrla. In druga stvar, strah pred tem, da bi bila nemočna, da ne bi mogla poskrbeti za sebe. In zdaj si lahko predstavljate, koliko ima ta gospa v tem življenju nekega stresa. No, zdaj pa tisto, kar vam bom pa danes pokazala, je pa varni trikotnik. Kaj narediti v tem primeru, če je potres? Zadnjič je gospod Jože Munih objavil objavo, da se je v bistvu grofova voda nad Tolminom, se je majčkeno spremenila sestava, ne majčkeno, močno spremenila sestava in dodaja, da se je to isto zgodilo leta 1998 pa 2002, se meni zdi, se pravi takrat, ko so bili neki potresi v Posočju. In da v bistvu voda že prepozna zapis ali pa prevede, da se nekaj dogaja in da je čas, da, ne, to pa ni govoril o tem, da je čas, ampak jaz govorim o tem, pač pripravljeni moramo biti. No, pa danes zjutraj pride inkasant po moje za števec za vodo in reče, bomo izklopili za par minut vodo. Daram, ja, nimam vode, a ne? In razmišljam, bom zdaj ta čas kavo skuhala. Nisem mogla kave skuhati, ker nimam zdaj še, ampak bom imela v kratkem niti litra vode, pač, da bi lahko skuhala kavo, a ne? A ni zanimivo? Tisto, kar je pametno, da se pripravimo, če slučajno ni kakšen dan vode, če slučajno ni kakšen dan elektrike, so pač pomembne zadeve, da si pripravimo kakšno svečo, da si pripravimo, a ne, to niso stroški, da si pripravimo vodo,
Mogoče boljš trgovinsko kot domačo, zaradi tega, ker domača se lahko pokvari, medtem ko trgovinska je sigurno toliko razkužena, da je še vedno pitna. In naslednja stvar, kar moramo vedeti in tudi pripraviti svojo družino, če pride do česarkoli, da znajo odreagirati. Pred leti sem poslušala eno oddajo, niti ne vem kje, v glavnem o tem, kako je nek ameriški reševalec reševal otroke v Turčiji po nekem rušilnem potresu in razlaga o varnem trikotniku. No in ta varni trikotnik pomeni, da če je neko pohištvo, ki je stabilno, da v bistvu si rešiš glavo, če se stisneš ob pohištvo. Glejte, vam bom zdaj dejansko pokazala, ker se mi zdi, da je tako najbolj enostavno. Glejte, če zdaj mene pogledate v dnevni sobi, ne vem, če vidite, da imamo tukaj naša Ronka leži, ampak če pride do potresa, vi se enostavno stisnete takole noter, tako, v klopčič, ob pohištvo, tako da ste zaščiteni. Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru, če se postavite, ne vem, pod mizo, če slučajno strop pade dol, se lahko to zruši na mizo, vas enostavno splošči v palačinko. No in ta reševalec je govoril prav o tem, da če bi otroci v šoli, kjer je reševal te otroke oziroma trupla, pobiral ven, poznali pravilo trikotnika, se dejansko ne bi zgodila taka katastrofa. Tako so pa otroke učili, da če je potres, se skrijejo pod mizo. Zrušil se je strop, streha in dejansko skoraj vsi otroci so umrli ali pa vsi, pač grozna katastrofa se je zgodila. No, tako da v glavnem naslednjo stvar, ne tečeš po stopnicah, zato ker stopnice niso varne, ampak počakaš, da se umiri potres in potem pač, potem naprej reagiramo. Ampak, če imamo pa strah pred naravnimi katastrofami, takrat zgubimo glavo in dirjamo po svoje. Še ena stvar, kar bi bilo pametno, jaz še nimam, ampak bi bilo res pametno, imeti nekje pripravljeno, a veste, tako, za vsak slučaj. Nekje na enem mestu, a veste, če date eno deko nekam pri vhodu, če date kakšne stvari, ki so pomembne nekje, da so na dosegu roke, mogoče nam kdaj lahko pride prav. Pač vidimo vsi, da se res stvari dogajajo, da se res čudne stvari dogajajo. Vidimo, da zdaj je vode povsod, kakor hočeš. Kaj bo pa pola, ne? Ker videli smo, da mi imamo tornade tukaj, ker jih ni bilo nikdar. Stvari se spreminjajo, mogoče se je zemlja majčkeno zasukala, ta težišče, in smo čisto v nekih drugem pasu, dobesedno. Tudi lahko opažate, da mi imamo tukaj v Sloveniji, imamo v osnovi 2 deževni dobi, čeprav o tem se ne govori. Mi rečemo, da imamo jesen pa pomlad, ampak realno mi imamo cel november dež, imamo deževno dobo in cel maj imamo dež. In nekoč je bil maj najbolj sončen mesec, največ cvetja in tako naprej. Današnji maj je vedno dež. Se pravi, so se stvari res spremenile. Potem imamo te orkanske poletne nevihte, ki, no recimo, da so bile nekoč, ampak kaj se tega ne spomnim. Ali pa so bile, ne vem. Spomnim se ene nevihte, bila sem še čisto majčkena in smo imeli, še vedno ga imamo doma, travnik na 900 metrih in se spomnim, da smo pozno zvečer šli domov in da so bile strele, ampak veste, to ni bilo še neke moderne tehnologije. Vem, da smo imeli poln voz naložen tistega sena in mi otroci smo na vrhu tega sena sedeli in smo bili z rjuhami pokriti in mama je hodila za tem vozom in ata je peljal traktor. No, tega se spomnim, v glavnem. Ampak sploh ne vem, če so bili to taki nalivi, kot so danes, ko pride prav orkanski veter in ruši vse, kar je možno. No, tako da v glavnem stvari se spreminjajo, ne? In ker se stvari spreminjajo, mogoče se je zemlja bolj nagnila in smo zaradi tega prišli v drug pas, mogoče zemlja se pripravlja na, bog si ga vidi kaj.
na neko čiščenje, ker voda očitno čisti določene stvari. In ja, prav takrat, ko so naravne katastrofe, se dejansko pokaže, kako smo mi ljudje majhni in v bistvu stopi na plan človeško srce in z veseljem pomagamo drugim ljudem, sočloveku, ki je v stiski. No, tako da v glavnem, to se nekaj moram posneti ta video, dajte naučiti svoje domače, svoje otroke, in na koncev, a veste, če imate nekje nekaj pripravljen, to vas nič ne stane, mogoče vam pa kdaj pride prav, pač, a ne? Čas se spreminja, ja, tudi mi se s časom spreminjamo, ampak mogoče je čas, da malo poskrbimo za varnost in druga stvar, da počistimo strah pred naravnimi katastrofami. Tako da današnji video o takih zelo življenjskih zadevah. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, počistite strah glede preživetja. Boste videli, koliko bo potem lažje živeti. Uživajte!